Ali Slovenija potrebuje trajno promocijsko razvojno podporo gozdno-lesni verigi v Sloveniji oziroma ProLes in kako bi ga vzpostavili? Seveda, Slovenija to potrebuje, o tem govorimo že nekaj dolgih let. Imamo tudi veliko mednarodnih izkušenj, kjer promocija lesa v obliki podobne organizacije daje izjemno ugodne in dobre rezultate. Zlasti to ugoden primer v Avstriji, ki je po moji oceni najbolj razvita lesarska država v Evropi. Tako da mi računamo, da smo zastavili prve korake in da bo ta ProLes dejansko v zelo kratkem času ustanovljen in da bo hitro dajal rezultate ne samo na področju promocije lesa, temveč tudi promocije uporabe lesa pri končnih potrošnikih. Po mnenju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenija potrebuje organizacijo po vzoru avstrijskega Proholca, ki bi slovenskim podjetjem pomagala pri promociji in razvoju panoge kot take, govorimo o lesno-predelovalni panogi. Seveda je pomembno, da obstaja skupen interes gospodarstva za sodelovanje in pa pripravljenost za sodelovanje. Tudi država lahko pomaga na področju vzpostavitve enega takega sistema, s tem, da financira mogoče začetno delovanje takšne inštitucije, seveda pa se pričakuje tudi sofinanciranje strani privatnih investitorjev. Slovenija zagotovo potrebuje ProLes, kajti vsi ti napori ministrstev in vseh ostalih deležnikov, da se v smeri, da se začne razvijati lesno-predelovalno industrijo Slovenija z odločnejšimi koraki, bo pripeljalo do tega, da bomo imeli kvalitetne produkte, visokokakovostne produkte, ki bo potrebno predati. In prodaja na globalni ravni pomeni aktivno delo, trženje in promocijo izdelkov iz lesa, ki bo pridobljen v Sloveniji. Po mojem mnenju je ena izmed organizacij tipa ProLes nujno potrebna, ker drugače ne bomo našli poti iz krize, iz te zgodbe, v katero smo zapletali. Ker rabimo organizacijo, ki jo promovira les, sredstva, ki jo pomogla pri posodobitvi industrije in prehodu na višji industrijski nivo. Zdaj, kako bi ga izpostavili? Neki pozitivnih zgledov iz tujine imamo. Zelo zanimivi so tudi ameriški, kanadski in avstrijski modeli. V večini primerov so se pa združila javna in zasebna sredstva, tako da prispevajo del sredstev za lastniki gozdov, proizvodni obrati, del pa tudi država in skupaj s temi sinergističnimi učinki lahko pridemo do neke vsote, ki omogoča preboj.